Kaj se zgodi, ko združita moči dve izmed največjimi svetovnimi silami, Kitajska in Rusija? Temu pravita partnerstvo ali prijateljstvo brez meja. A je to le prazna fraza ali jasen načrt? V tej epizodi bomo raziskali strateške, gospodarske in kulturne plasti odnosa med Kitajsko in Rusijo. Je to neomajno zavezništvo ali zgolj začasna uskladitev, ki izvira iz skupnega nasprotovanja Zahodu? Xi Jinping in Vladimir Putin sta svoje sodelovanje razglasila za dejansko brezmejno. Trgovina je narasla na več kot 240 milijard dolarjev, okrepili so se energetski posli, skupna infrastruktura in diplomatska usklajenost. Toda pod slogani gre za le neformalno povezavo. Ni zavezujoče pogodbe, ni klavzule o skupni obrambi. Obstaja zgolj prilagodljiv okvir, zasnovan na udobju trenutka. Kitajska podpira rusko gospodarstvo z nakupi poceni nafte in plina, dobavo potrošniških izdelkov in oblikovanjem vzporednih plačilnih sistemov. A to počne previdno, vedno si pušča odprta vrata za umik, če bi status Rusije kot globalnega izobčenca postal preveč škodljiv. Zahodne sankcije so dejansko potisnile Rusijo v kot. Kitajska pa je stopila v to praznino. S pomočjo tako imenovanih senčnih flot in vzporednih finančnih poti Kitajska pomaga Moskvi izvažati nafto, obiti prepovedi in ohranjati gospodarsko stabilnost. A to ima svojo ceno. Kitajska ima vse vzvode, narekuje pogoje, nadzoruje logistiko in širi svoj delež na ruškem trgu. To ni bratstvo, to je premoč in razkriva neravnovesje v odnosu. V Tihem oceanu obe sili kažeta mišice, skupne patrulje bombnikov v bližini Japonske, pomorske vaje v Arktiki, skupne vaje od Ohotskega morja vse do Indijskega oceana. Rusija prispeva bojno preizkušene taktike, raketne sisteme in sisteme za zgodnje opozarjanje. Kitajska povrne z elektroniko, droni, nadzornimi sredstvi in kibernetskimi zmogljivostmi. Kljub temu pa ni nobene formalne vojaške zaveze. Kar vidimo je usklajeno pošiljanje sporočil, ne pa skupna vojna priprava. Vsaj za zdaj. Kar je redko omenjeno, je zgodovinski spomin na izgubljena ozemlja. Kitajska še vedno namreč dojema dele Sibirije, zlasti vzhodno od Bajkalskega jezera, kot zgodovinsko kitajsko ozemlje, ki ga je izgubila zaradi caristične ekspanzije. Ti stari teritorijalni zahtevki morda spijo, a niso pozabljeni. Kulturni trg. Ruski nacionalizem pogosto vsebuje namreč pridih kulturne večvrednosti. Ko v Rusijo prihajajo kitajski vlagatelji, delavci in izdelki, naraščajo družbene napetosti. Moskva torej za zdaj prenaša zmaja, ampak samo za zdaj. Ko govorimo o neposredni soseščini, stvari postanejo še bolj zapletene. Rusija krepi vezi s Severno Korejo, vključujoč izmenjavo orožja, vojaško urjenje in celo prisotnost severnokorejskih vojakov na bojišču z Ukrajino, kar Kitajsko vse bolj skrbi. Peking vidi Pjongjang kot varnostni pas, ne kot zaveznika. Prevelik ruski vpliv v Severni Koreji bi lahko spodkopal kitajske varnosti z račune ob meji. Zato Kitajska zdaj vlaga v ideološki vpliv prek izobraževanja, infrastrukture in medijev ter skuša Severno Korejo zasidrati v svojo orbito. Glede na vse povedano, kako bi se lahko razvili odnosi med Kitajsko in Rusijo? Pred nami so trije možni scenariji. 1. Poglobljena entanta. V tem scenariju Kitajska in Rusija oblikujeta celovito zavezništvo, usklajujeta diplomacijo, vojaške vaje, razvoj orožja in celo vesoljsko ter kibernetsko sodelovanje. Skupna sporočila glede Tajvana, NATO in sankcij postanejo običaj. Ta entanta se razteza od Arktike do Južno-Kitajskega morja in predstavlja enotno fronto po Evraziji. Zahod je prisiljen okrepiti zavezništva in razdeliti vire med dvema frontama, vzhodnoevropsko in tihomorsko, kar je dolgoročno morda nevzdržno. 2. Napeto partnerstvo. V tem scenariju se pokažejo razpoke. Rusija pod notranjim in gospodarskim pritiskom začne iskati boljše odnose z Evropsko unijo. Kitajska pozorno spremlja in se umika, da bi zaščitila svoj ugled in se izognila sekundarnim sankcijam. Javno vzdušje ostaja toplo,
a strateško sodelovanje upočasni. Medsebojno nezaupanje in razhajajoči se dolgoročni cilji postopoma oslabijo partnerstvo, zlasti ko Kitajska uveljavlja svojo vodilno vlogo, Rusija pa se ne želi sprijazniti s podrejeno pozicijo. 3. Bojna os. Stopnjevani pritisk Zahoda pritiska obe sili v dejansko koalicijo. Čeprav nista formalno zavezani, postajajo njune vojaške poteze vse bolj usklajene. Posredne vojne, morda na Bližnjem vzhodu, Afriki ali na Korejskem polotoku, služijo kot testni poligon. Kibernetski napadi, gospodarska presila in skupne dezinformacijske kampanje se množijo. Ta scenarij ogroža globalno stabilnost in neposredno izziva sposobnost Zahoda omejevanja kitajske moči. Za ZDA in njene zaveznike to razvijajoče se partnerstvo zahteva strateško jasnost in dolgoročno strateško vizijo. Ni več mogoče obravnavati Kitajske in Rusije kot ločeni regionalni grožnji. Njuna koordinacija, če tudi neprijetna, ustvarja multipolaren blok, ki spodkopava liberalni red čez Evrazijo. Pričakujemo več sankcij, preoblikovanje dobavnih verig, digitalne požarne zidove in okrepljeno vojaško navzočnost. Prav tako pa poskuse razbitja tega partnerstva preko diplomacije z Indijo, spodbud za ponovno rusko gospodarsko vključitev v Evropo in mehko moč v Srednji Aziji. A tu se skriva ključni izziv. Tako Kitajska kot Rusija igrata na dolgi rok. Njuno partnerstvo ne temelji na zgolj zaupanju, temveč na skupnih zamerah, skupnih nasprotnikih in skupnih ambicijah. Zdaj pa stopimo korak nazaj v zgodovino. Britanski geograf Alfred Mackinder je nekoč opozoril, da kdor nadzira vzhodno Evropo, nadzira Heartland, središče sveta in s tem ves svet. A danes morda se to težišče seli vzhodneje. Kitajska se ne predstavlja le kot azijski velikan, ampak kot osrednja sila Evrazije. Z železniškimi povezavami po Sibiriji, arktičnimi pomorskimi potmi, koridorji nove svilene poti ter dvojnim usklajevanjem z Moskvo, Peking tiho postaja gravitacijsko središče Evrazije. Ne gre več le za vojaško os, temveč za celinski sistem. In če Mackinderova logika še vedno velja, potem smo morda priča vzponu nove sile Heartlanda, katere težišče je v Pekingu okrepljeno z vezmi z Moskvo. Posledice pa so globalne. Torej, sta Kitajska in Rusija res zaveznici ali pa le zadržana prijatelja z ugodnostmi?